Joj, ljudje, najnega bejbija ni več. Bumbar je šel. Skreširil sem namreč najnega drona. Hej ho, Ponč in Sonč iz prihodnosti tukaj. Sam nekaj na hitro poveva, preden gremo v video. Ugotovila sva, da ta vlog snemava že cel mesec. Pač v tem mesecu se je zgodil neverjeten veliko in vse to bi seveda rada delila tudi z vami. V glavnem, če vas bo zanimal posamezen segment tega vloga, bo vas spodaj pustila časovnico in lahko kliknete in vas bo pač direktno odnesel na tisti segment. Skratka, rdeča nit tega vloga bo seveda najin Bumbar, najin dronček, kaj se je z njemu dogajalo, pač celotno to dogajanje je bilo razpotegnjeno čez cel mesec. Pa ful dramatično. Ful boste videli, noro. V glavnem, vmes pa je bilo še veliko drugih manjših stvari, mogoče še bolj pomembnih, tako da vse to bova vključila v ta vlog. No, pa da sam takole malo nadrobim, kva boste vse najdeli v tem vlogu, se pravi, najdeli boste kakšen oprav, ki smo ga mogli narediti, kakšen rojsten dan smo praznovali, šihta so me vrgli, potem kakšno sodelovanje se tudi najde, potem neki nori projekti, ki sploh nisem mislila, da se vas temu letos obadala. Skratka, zdaj boste videli, zakaj v juliju ni prišel noben video ven, tako da kar pa imamo video, ker je noro. Hej ho, dobrodošli nazaj na najinem kanalu, z vami sva Ponč pa Sonč, pa je Sonč. Očitno je Sonč ostal še v prejšnjem videu, kjer se je zgodilo tole. Ga je ena drevesna veja malo spotaknila, pa je padel, pa si nogo polomil. Pa ne veva niti, koliko cajta bo odsoten, tako da močno upam, sam da ga bo do ta glavnega dopusta dobila nazaj. Ma ne vem, no, pač sam žalostna sva. Žalostna. Joj, tole je prav žalostno, ker jaz spet podoživljam, pa hudo mi rado, ko tole gledam. V glavnem, jaz pa Bumbar, jaz pa najin dronček, sva na poti do Sydney, kjer bova v bistvu tega najinga Bumbarja lepo povila in ga poslala v daljne kraje, da ga nekako skupaj probajo spraviti, skratka na njegovo okrevanje. Oj, Ja poglej moja dva fanta. v glavnem, mi da sva zdaj lotila pakiranja, ampak še prej pa da nekaj v bistvu majčkeno razložim, kar se samega drona tiče. V bistvu niti ni toliko panike, zaradi tega, ker je dron zavarvan. Vzela sva namreč DJI Carry Fresh, ki ti ga v bistvu ali popravijo ali pa zamenjajo, odvisno od tega, kaj je narobe z dronom. Večji problem kot to je, da sva pač zdaj brez drona in lih naslednji vikend smo z mojim fotrom planirali en tak malo večji projekt, ki bi pa v bistvu bil dron skoraj obvezna oprema, pa zdaj ne vemo točno, kako bomo to izpeljali. Še večji problem kot to pa je v bistvu, da imava avgusta najin ta glaven dopust in močno upava, da va lahko drona do takrat pač sabo vzela, da bo zrihtan, ker pač pri DJI-ju pravijo, ali ga bojo zrihtali v enem tednu, ali pa pač mogoče v 12. Razpon imajo kar dolg. Pomemben podatek, midva greva na dopust čez 5 tednov. Tako da zdaj vidite, zakaj je v bistvu taka kriza, ker če je 11, ja, ga še tam do decembra ne bomo videla, če pretiravam. Pa mora pa še po pošti priditi nazaj v Slovenijo. Držimo pesti. No, in pa da stvar pošleš, a ne, Marija ene dokumentacije. Cel teden zdaj bavanja s tem. Da res je, jo. Znači, deva ga poviti. Deva ga poslati, zdaj bo šel pa na potovanje brez noge. Što ti rebeš ti? Bodi. Sploh ne vem, če sem že pokazal, kako to izgleda. Tole se je polomilo. Pa je pa še eno trebuščko. Dobro eno razpoko. Bogi. Te kaj boli? Malo pa te, no. Pač slabo je samo to, ker zdajle najprej sem se po moje res ene 2 dni matral, da sem sploh dobil ta shipping label oziroma tisto kodico, da bo to šlo, ker mora iti namreč na Nizozemsko.
prav, DJI Carry Fresh ima uraden servis za Carry Fresh samo v Nemčiji pa na Nizozemskem. Druga stvar pa je, da imajo oni s tem UPS-om, ampak preden ti do UPS-a prideš, to je prek 3 enih posrednikov, teh pošt, res 2 dni samo vso dokumentacijo rihtaš. Bogi. Da je treba fajn zaščititi, da ne bo še bolj polomljen do gor prišel, a ne? Paketek je ready, videla sva ga ful dobro obložila. Nič se ne sliši, nič ne ropota. Tako da, Felix Bumbar, srečno potovanje. Videla sva toliko žalostna, ko sva mogla na enega Bumbarja oddati, pa je revček sam pa siguren joka, da sva se odločila, da bova najino žalost kar v alkoholu utopila. A lahko ti malo manj lažeš? Ja, se je res! Ne, resnica je, ne povej no. Resnica je, da so bila povabljena na žurko, na top žurko tega poletja od kolegice, tako da gre na Gorenjsk na rojstni dan praznovati, tako ja. To je res. Ampak je pa v bistvu bova sprot naredila še en opravek, namreč Aleksa so vrgali iz bivšega šihta ven. Ne pa, ti pa res rada pretiravaš. Ne, resnica je to, da v bistvu zaradi pandemije in vsega, tam, ko sem občasno pomagal pomagati, v enem baru v bistvu že 1 let nisem bil tam. In ja, ok, čisto razumljivo so pač klicali in so bili tako, ja, kaj pa če bi ti nam ključe nazaj prinesel do marca, kar, ja, a bi ti nam predpasnike prinesel? Ja, že nekaj srabo, a ne? Ja, sej to, tako da, ne, se čisto prav, v glavnem, tako da moram jaz zdaj še zbrskati, kaj sploh imam isti. No, pejt hiter iskat, pejt iskat. Ok, ga prav. No, pa poglejmo, kaj se tle noto se najde. Tole torbo res, aha, pa fancy predpasnik, pa majice, jo, pa ta flis. Ta flis je bil dejansko full cool, pri -15 sem v njemu delal, pa mi je bilo tako red. Mislim, se je izdelal, pa ti je bilo tudi malo tako, okej. Kaj je to? Gate! Ja, no vidiš, Crne gate! pa toliko jamraš, da nimaš nič gatle, klele noč se vse skriva. Pa 3 štupi! Štumpi kar po luft letijo, lej ti to, inače mi nav treba prat. Pa kva se tle not vse ne najdeš, en pas viška? Vidim, da imaš ti celo garderobo klenut spakirano. Ko imaš pa to eno črno knjigco, a imaš številke v cip noter napisane. Ej, številke v cip. Zih so številke v cip noter napisane. Ne vem, res ne vem. Aha, sploh mi noče povedati, lega. Tle piše Dostojevski. Tako da ne vem. Čaj. Jaz ne vem, kakšne imaš ti to ljubkovalna imena, inač mi ni jasen. Kaj so Ada proti telesa? Pametno. To je nekaj od šole. Aha, to je očitno od sestanka enega. Ja, črna knjižca. Aha, 1.9. nedelja. To je bil dnevnik, se pravi. S Teleksa smo nafilali, piramido smo založili. Zdaj pa še v kolo obrnem, pa še v zadnji pokaž, kva je. No, dajmo pogledati, kaj je. Lej, tle je prazen. Ja. Ja, prazen je. Zih si s to nevidnim svičnikom pisal. Zih. Sigurno. Še preden greva pa na žurko, se je pa treba še na enem postanku ustaviti. Filter kupati. Veste, kako se filter kupuje? Sabo ga vzameš in pa rečeš, tak filter bi. Ja, filter za vodo. No pa ga mava, pa sva ga dobila. To je pa kad dan pa noč, poglejte zdaj to razliko. Zdaj bomo pa lahko kuhali. Še v Kranju se ustavva, pa hiter na žurko.
No, če sem prej po enem letu najdu boljšo pa noter stvari, jaz sem pozabil, da je tudi tle v moji omarici se še kaj skrival. No, to je zdaj najbolj zanimiv. Najprej tele hlače. A mislite, da je tole meni še prav? Mislim, po širini izgleda dosti širok, ja. No. Ne vem. Samo v pasu ne vem, če ti je še. Ja, se bolj v pasu me skrbi. Dobar, majčka, kakšna rezervna se tudi najde. Ampak pa prijemo do bolj zanimivih stvari. Tringelt, še od enega leta nazaj. Dajmo pogledati, koliko smo zaslužili. Celih 30, 35, 38 centov. Bogat. Skoraj čist celiči gumi, ki so po moje toliko čez rok, da... Malo že trdi. 11.12.2019. Mal gesinik, tudi verjetno so... Kišna škatlica. To sem najbolj pogrešal. Za odpirati koronce. No, to boš zdaj rabo, ko bomo imeli koktejl party. No, evo, odlično. Kaj prav. Lega. No, ja, evo, tako, smo se malo sprehodili čez moje ostanke. Zdaj pa res na žurko, pa ima na žurko. Končno, greva hiter. Smo! Ne, jaz res tako iz srca, ful sem hvaležna, da vas imam, pa se mi zdi, da tudi če se prioritete tekom življenja, pa s tem, ko se staramo, spreminjajo, da na koncu dneva še vseeno veš, da so prijatelji tisti, ki če je hudo ali pa če je narobe, da so edini, ki ostanejo. Nov dan, nove obveznosti. Žurko smo uspešno dali skozi. Ne vem, kdaj sem bil nazadnje do 5 zjutraj po koncu. Ampak res je. Neverjeten. V glavnem, unik ste gledali video, pregleda leta 2020, oziroma pregled leta 2020. So tam tudi rekli, da bi v naslednjem letu najne želje, cilje, kaj bi mogoče kaj novega sprobala. No in tam sva nekaj zelo specifičnega omenila in če bo šlo vse po maslu, bova eno kljukico odčrtala. Gužva pa kar je. No in zaradi tega razloga se zdaj odpravljava v prestolnico Slovenije in vsakič znova v bistvu ugotoviva, zakaj toliko nerada hodva v Ljubljano. Gužvamo se k brnorcih. Če si v Ljubljani, je seveda spet treba iti po opravkih in tokrat nakupujeva stvari za mojo žurko, za moj rojsten dan. Mama, rojsten dan. Kmalu. In sva se odločila, da bova imela koktejl party, ker imamo ful enega alkohola doma, ampak zdaj nama nekaj še manjka, tako da morava še malček dokupiti. In kva, Aleks, prav? To je najlepši oddelek v celi trgovini. Še dobro, da imava tata največji voziček, da gre cel špar noter. Najlepši iz vidika barmanstva, da nam kdo kakšne napačne ideje dobil, seveda, ne? Nismo alkoholiki? Ne, absolutno ne. No pa da nam te rekli, da sva čist pozabila na najnega bumbarja. Prpotoval je do Nizozemske, se pravi 3 dni je rabu, plus cel vikend, se pravi od petek sva ga oddala. Danes je tork in je ob 11 dopoldne prišel srečno na Nizozemsko. Ker v bistvu, če tako pomislimo, niti ni slabo, glede na to, da včasih rab pošta po Sloveniji 3 dni, da pride nekam, tako da good job. Tako da upamo, da bo zdaj čim hitrej. No, zdaj pa pojmo naprej. No, v glavnem dobiva se zdaj mu full fletam param, ki ga sigurno vsaj približno poznate, če se gibljate v teh popotniških vodah. Verjetno ste jih že videli, poslušali, gledali na kakšnem njunem potopisu, če ne v živo, pa zdaj, ki imata virtualne, ker sta res ogromno enega sveta že videla. Govoriva pa namreč o Katarini in Roku, oziroma vam mogoče bolj poznana kot blog Lahkih nog naokrog. Katarina pa Rok sta naju kontaktirala, tako da se zdaj dobimo na eni kavici, pa bomo sigurno kakšno fajn popotniško rekli.
Kaj si jih že vidim? Jaz tudi. Živjo! Živijo, Katarina. Alex. Živijo. Alex. Evo, izvoli. Ja, hvala. Zdaj je zemljevid. Vidiš, to zdaj, vsi teli beli, to ne zdaj samo skozi gnavali, da vas še več mogla jeti. Ja, no vidiš. Vajen noter je cel bel, ne? Tako da... A še slabi? Še slabi. Ja. Zdaj boš mogel pobarvati. Zdaj je, če v kjer ga treba kriviti, zakaj tukaj potujeva, sta to, evo, lahkih nog na okrog. Vsi starši vsi lahko pokličejo, sorry. Najlepša hvala. No. Ja, hvala. Onč, flomastri so končno prišli. Je odlično. Tako da zdaj lahko končno tale zemljevid odpreva, pogledava pa začneva barvati. V glavnem naročila smo prav posebne flomastre, da bojo v ponč sonč barvah. Kako je lep, kako je lep, čist bil. Zdaj me pa kar žrl, kje vse nisem bila. Lej to, sej Rusija sem vedela, da je ogromna, ampak to je skoraj za pol sveta. Ko bo enkrat šla v Rusijo, ful veliko mogla pobarvati. Kaj pa, če bi kar nekaj že pobarvala, a? Je to, ko sva že bila, morba. Čak, da grem po une zlata vredne flomastre. No, pejt. No, pa dajmo najprej sploh razjasniti, kaj je to. Gre v bistvu za stenski zemljevid sveta, ki sta ga zdizajnirala in ustvarila Katarina Jerok sama. In kar je še boljš, gre za prvi take vrste zemljevid v slovenščini. Pač vse obstajajo tuji, ampak zakaj ne bi podpirali domače, če lahko podpiramo domače, a ne, Cindy? Tako je. V glavnem, zemljevid sveta ima narisane gor vse države iz celega sveta, ni pa nič pobarvan. Načeloma je namenjen temu, da v bistvu pobarvate tiste države, katere ste že obiskali in potem tudi malo vidite, kam bi lahko še šli, pač da vam neke ideje za pač naslednja potovanja, da zapolnite tisto praznino. Lahko pa seveda čist poljubno, lahko pač imate neko svojo kreativno idejo, lahko karkoli drugega pobarvate, recimo kam si želite iti ali pa karkoli drugega, pač zemljevid je pač vaš in z njim delate kar šte. Je pa zemljevid tudi krasna stenska dekoracija, tako da mi jo že veva, kam mu jo dala tam zraven pojsle. Ja, ko mi čakava. Ja, in res pulo, mislim, Katarina Rok. Odlično sta to naredila, ful dober. No, če imamo toliko lep zemljevid, moramo imeti pa tudi lepe barve gore, ne? Zdaj zemljevid sam se sicer lahko barva z barvicam, s temperam, pač v bistvu s čimerkoli hočete. Mi jo sam pač hočemo, da je to malo bolj na nivoju, a ne? Čeva, da je lepo in sva si prvo šla tako najdražje flomastre v mojem življenju. Zdaj sva se odločila, da te države, ki sva bila že oba, bova pobarvala s tolele petrolej barva, s tako malo bolj živo. Pa imava pa svetlo rozasto za moje države, pa svetlo modre za punčove države. No, da je eno svojo barvo, nekaj zbila sam ti. V Indiji. No, da je Indija. No, je pa zanimivo, se še celo nekaj novega naučiš vmes, ko barvaš. Sploh nisem vedela, da ima ta Indija še tale lulček tlele zraven. Ja, tako široko je. Ja. Kaj pa ta zaplet? So ugotovila, da moj flomaster ne bo nič uporabljen. Tale svetlo moder. Sploh ga ne pravila. Ja, ker so ugotovila, da posod tam, ki sem jaz bil, je tudi Cindy bila. Se pravi, nimam bene države, ki bi bila sam pončova. Tako da smo zdaj sklenili, da bova pobarvala Sicilijo s tole svetlo modro, čeprav je tehnično Italija, kjer smo oba dva bila, ampak lej, moram tudi jaz biti nek sam. Bo ponče saj eno otok imel, ne? Pa dajmo mečkam preveriti, kaj se dogaja z našim bombarjem. Na ekranu lahko vidite, kako je celoten primer potekal, se pravi 30. junija so ga sprejeli in potem po korakih do tukaj, kjer smo sedaj. Pri DJI-ju so ugotovili, da lahko stvar popravijo in so mi nekako dali dve možnosti. Ena opcija je bila, da plačam popravilo in vso poštnino, kar bi me verjetno prišlo precej drago oziroma dražji od druge opcije in sicer da uveljavljam sam DJI Carry Fresh, torej to zavarovanje in da mi pošljajo kompletno novega drona. Doplačam samo 50 € in je to. Seveda je v meni malo gorenca, ne, sem se odločil za cenejo opcijo. Ne, v bistvu
malo je tudi tega, da ne zaupam temu, da če je bila stvar polomljena, sploh kar se elektronike tiče, da lahko oni to kar popravijo in je isto. Tako da od tega trenutka naprej je v bistvu že nov dron plačan in na poti v Slovenijo. No dan, nove obveznosti, spet. Da ne bo rekel, da pretirava s tem, da bova premalo dela. V glavnem, zame se, za naju, zame, kakorkoli pač hočete temu reči, se odpira novo poglavje v življenju in sicer sem ravno na poti do obrtne zbornice, ker guess what? Alex bo odprl SP. Ja, zdaj ja, mislim, ne vem, pol mi je čuden, v glavnem bom ratal samostojni podjetnik. Tako da ja, če te zdaj rabal, da vam kaj posnamem, pa naj bo to promocijski video, ne vem, predstavitev podjetja, poroka, obhajila, družabni dogodki, ni da ni, vse se lahko zmenimo. Vse. Napišite na pointsonč@gmail.com pa sem bo kaj zmenil. Stvar je tudi uradno sklenjena. Evo, zdaj sem samostojni podjetnik, pa še nekaj na majčkem bolj resno noto. Skratka, če me hočete podpreti, če imate kaj za posnet, vas res lepo, vljudno vabim, da mene najamete, da sodelujemo, da ustvarimo en projekt, ki bo zadovoljstvo tako meni, kakor vam in res obljubim tudi nisem oziroma ne bom uderuški in ni hudič. Ni hudič, da ne bi ustvarjali nekaj, s čimer ne bi bili vi zadovoljni, pa jaz ponosen na to. Tale dan bo mene pokopal. Sem rekel, da se ga ne dam pripravljati za naslednjo dogodivščino. No ne, ker imam dobro, pa imam slabo novico. Dobra novica je ta, da je Bumbar nazaj. Bumbar ide ja! Bolj sem vesel zaradi tega, ker sem že mislil, da me en projekt mogel speljati, oziroma da bom midva Cindy en projekt mogla speljati brez njega, ker bi bilo bolano, da ga vava, ampak je prav cajt nazaj. Slaba novica je pa to, da se je kurir peljal mimo Logatca. Ja, pomemben podatek, drona bi rabo dejansko čez 5 ur od tega trenutka tukaj, zato je bilo toliko pomemben, da ga dobim. Tako da ne vem, ko bom do drona prišel. A gre ta dan lahko še kaj bolj noro, se pravi, zdaj so se s kurirjem uspela zmeniti, da jaz prestrežem paket nekje v Medvedjem Brdu, v nekih rovtah. Tako da grem zdaj najprej to iskati in potem ostalo naprej rihta. O Marija, o Marija, o Marija. Rovte, rovtarske žibrše, Medvedje Brdo, vse je tle neka, ne, tako da do sem smo prišli. Zmenila sva se pri tejle gostilni in zdaj ga v bistvu čakam, da pride, pa sam res upam, da bo prišel. Ker problem tlele je, da smo dejansko v rovtah, ni signala, ni nič, sem že hotel klicati in mi je rekel, da je nedosegljiv in se pa videl, da imam 0 črtic signala, tako da now is the waiting game. Oh god, do pa gre. A je to dron? To je malo majhen za dron. Dajmo odpreti pa videti. Nategnjen smo bili. Jaz sem to žalosten. A veste, kaj sem vam pravil, da je bilo to cel proces, da je bilo neki posrednik, prek posrednika, no zdaj se je meni šel slika naredila pa sestavila, kaj je bila v resnici scena. Očitno na isti dan, ko ne bi prišli pač Bumbarja iskat, in prišel ne bi ga iskati UPS, je bila zame naročena še neka druga pošiljka, ki nima veze s dronom.
In meni je bilo že to čudno, toliko enih posrednikov, uno, tretje, četrto, v glavnem... To smo dobili. Manscaped. Mislim, se ni bed, ampak... Ni to dron. Jaz sem se tako hypal. Tako sem se hypal. Očitno treba še malo počakati. V glavnem dve čisto ločeni stvari. Jalo, bombar. Jaz te čakam, počas pridi dan. Poleg vsega, kar se dogaja, je pa tudi Cindy rojsten dan imel. Zdaj, ona si zaželela, da bi rojsten dan praznovala na morju, tako da bova šla za njen rojsten dan prav na morje, kar pomeni, da sta 2 vikenda prej rezervirana za praznovanje. Ne počutim se prav dobro. Bluzit kle. Zdaj prihaja najpomembnejši del. Ponč polne balone. A to je najpomembnejše. Ja, brez balonov pa ni rojstnega dneva, a ne? Ko se Ponč in Sonc spravita delat dinner party. Jaz ne vem, kjer idiot si je spomnil, da imava poleg koktejlna in tako je že s koktejli čist preveč dela, še 5-hodni mehiški meni. O moj bog. No, lej, sej ima še 1 uro cajta, da se vse dokonča. Zgledam pa kaj strašil. V glavnem, ja, zdaj finiširava. Cindy pripravlja še tele kapse. Tamle je masa za tortilje. Jaz se bom pa glih kar mogel lotiti še dekoracij in stvari, da si pripravim za koktejle. No, a boš kaj namešal? No, pa bom. Ja, kos priden. Itek. Priden. Činkolo, binkolo. Činkolo, binkolo. Ja, dober dan. Midva sva končno doma. Ja, hit. Najn baby je končno doma. Najn dron Felix Bumbar je prišel nazaj k mamici pa hočku. Predvsem hočku. Ne, predvsem mamici. Cel dan je bil z mano. Pa Ponč mi ga ni pustil odprt. Ja, seveda ne, da ga bomo skupaj odporali, ne? Odporati nisem mogla, sem ga mogla čez škatlo, božu trevčku. No, ampak sva imela pa kar malo dileme, a ne? Ker zdaj v bistvu, kakor je Alex že povedal, to je nov dron. Se pravi, a zdaj sploh je to Felix Bumbar, ali pač ni. Ampak sva se pol midva po dolgih debatah in po pač vsemu, po razpravljanju odločila, da je to Felix Bumbar. V bistvu so v DJI-ju njegovo dušo preselili sta starega drona v ta nov dron. Tako da je to Felix Bumbar, a ne? Ja, pozabila spovedati. To sem mogla prav posebno prošlo napisati, kao, dajte to zrihtati, pa so nam ugodili. Tako. Evo ga, DJI Mini 2. A kaj je tudi letko not? Ne, tlele je samo dronček noter zdaj. Ja? Samo dronček je. Ja, to je pa to, če ga ne daš poprav, če ga daš zamenjati. Poj novega dobiš, a ne? Jo, fajn, a ne? Mislim, novega sta stara duša. Evo ga. No, še čist. Kar diši po nomu. Diši? Kaj mi daj redko zavohati. Ga šel kar dvigan sam, da vidim, da to dela, da mi niso kaj čudenega poslali. No, evo, v prvo ga prižigamo. Evo ga. Bumbar! It's alive! Ej, utripa. Se mu je kar zbešal. Ja, se res nekaj piska. Zbešal se mu je! Slišaš, to nikoli ni delo. V zraku oziroma na sliki pa tole.
Če pozorno pogledate, boste videli, da je slika tako malo valovita, taki valovčki se delajo. In na DJI-ju so mi razložili, da gre v bistvu za nek defekt na gimblu. Tehničen izraz je jello efekt oziroma efekt želatine in ni toliko nepogost pojav. V mojem primeru sicer gre za zelo minimalno, poznamo veliko bolj ekstremne primere, kot je zdaj recimo na posnetku. Ampak ja, s takim dronom nimaš kaj početi, tako da ga je bilo treba vrniti nazaj na DJI, da ga popravijo. Kaj punč? Zakaj si grampi gramp? Še nisem grampi. Zakaj si žalosten? Nisem žalosten. Ja, kaj pa? Ne, sem... Kaj pa je? Ja, ni isto. A sem ti jaz rekla, da to ni Felix Bumbar? Jaz sem mislil, da pa to isto, pa ni isto. Kako se lahko na materialno stvar navežeš? Mislim, vse je ful fajn, sem vesel, da bova drona nazaj, sam ni isto. A se škar droba poslal? Ne, pač ni Bumbar. Ja, kaj pa je? Ja, ne vem. Jaz sem rekla, da nam Bumbar, pa bil ti zagovornik, da bo Bumbar. Da se zdaj že resno razmišljam, da bo spremenil ime. Vidiš te drugi otročiček. Ja, sad to je zdaj kar en posvojenček, to ni tvoj. Prosti cvert. Kar nekaj. Sam sebi grem na živce. Če ni isto. Jaz sem rekla, da ne bo isto. To je prav una, ta prvo ga nikoli ne pozabiš, kjera glupa fora stari, res. Ne, saj ful fajn, ne, zdaj jo mislila, da sem tle kar neka drama queen, pa da nisem zadovoljen za tist, ker imam ful sem zadovoljen, da je nazaj sem. Ni pa isto. Zdaj je ugotovil, da je imel prejšnji dron še serijsko številko lepšo. Še serijsko številko je ful lepšo. Kdo to opaz? Kdo to opaz? Ne, tole pa že ni Felix Bumbar. Greš kar nazaj na Nizozemsko. Papa! Punč je doma! Ja, Bumbar je bil oddan, ta fake Bumbar. se bi res fake. Ta ni bil ta prav. Ne, ni bil. Jaz sem ti rekel, jaz ga nisem čutil. Ne. Nisem ga čutil, sem kuj vedel, da je So ga kar nazaj na Nizozemsko poslala. Ok, saj oglaša se redo. Tudi pri DJI-ju so spoznali, da pač ja, gre za napako na gimblu in se je na garancijo vse skupaj zamenjali in so mi poslali, se pravi, že pa tretjega drona. Tako no. Majčken je vetra danes, tako da ni idealno za testirati, ampak saj toliko, da preverimo, da je slika ta prava. Zaenkrat se zdi, da je Bumbar v redu in ja, rekel sem mu Bumbar, ker ne vem, enostavno se zdi, da je Bumbar nazaj. Ker pri ta prejšnjemu, ne vem, zelo je čuden občutek to razložiti, ampak že sem ga dobil, ne vem, v en šesti čut, ne vem, ni bilo to in ja, po moje so pri DJI-ju pozabili prestaviti dušo v ta novega drončka, čeprav sem jim posebej napisal. Skratka, zdaj grem dati še video na računalnik, da vidimo, da še tehnično špila, ampak ja, jaz mislim, da je Bumbar nazaj. No, pa smo prišli cel krog, pa smo spet tam, ko smo začeli. No, kva pravite, a je nor mesec za nama? Pač divje je bilo. Res je bilo divje, tako da jaz mislim, da se spodob, da pri tolikih stvarih moramo pa že kakšno stvar mečkati nazdraviti, ne? Tako da, nič, pojte se iskati nekaj. Bo počakala? Bo počakala. 1 minute, 37 seconds later. Ste? Ne? Ja? Ste? Evo vas, okej. Takole. No, zdaj pa smo, se pravi, najprej je treba nazdraviti na SP, da bova kakšen uspešen posel, kakšen uspešen projekt naredila.
in pa seveda na najnega bumbarja, na najnega drona, da bo zdržal veliko več letov, kot jih je pač prejšnji. So res dron, prim. Ne moramo brez drona! Drona smo pozabili. Nič, činkala binkala. Činkala binkala. Bumbar že veselo leta in tudi slika je bila v redu, tako da to tudi pomeni, da boš lahko z nama na najin glaven dopust. Hvala za ogled, v glavnem, Pont Sonč družina, pa tudi unik naj jo spremljate, pa še niste naročeni na ta kanal, dajte se naročiti, ker morate vedeti eno stvar, toliko nabitega poletja z vsebino, kot je bil ta, ga še nisva imela. In na ta kanal pride še toliko videov, zabavnih, potovalnih, smešnih, norih, da res ne zgreši. Tako da tam spodaj imate en rdeč gumbek, naroči se oziroma subscribe, če ga kliknete, nič ne ugrizne, pa še zastonje. Zahvalil bi se tudi še tistem, ki ste nama na Instagram pisali, če je pač Bumbar v redu, zavite, da je v redu in ja, bomo doživeli še veliko lepega skupaj. Tako da nič, všečkajte tudi video, komentirajte spodaj, pa se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau! Ej ti! Ja, ti ja! Ej, če si pa tale vlog do konca zdržal, si pa heroj, presežem. Pa res dolg je bil, dolg. Se upravičujeva. V glavnem hvala za ogled. Činkalo binkalo.